Hej, en lep pozdravček, sem skupaj tukaj v skupini Čarobno telo. Najprej sem eno srečno in uspešno novo leto, da boste v tem letu skreirali veliko stvari, ki so onkraj vaših najbolj divjih sanj, oziroma onkraj tega, kar ste si kadarkoli predstavljali, da za vas mogoče. Evo, danes bi pa povedala tako, zdaj za veliko ljudi vem, ki so med tem novoletnimi prazniki zboleli, tudi jaz sem med njimi, me je čistko vročina, prehlad, ne, in zdaj pravzaprav moram sama sebe pohvaliti, ne, da sem pravzaprav vidim, koliko sem napredovala z uporabo teh Accessovih orodij, ne grem več v sodbo sebe v smislu, joj, poglej, ne, vse te procese imam, vsa ta orodja imam, ki sem jih seveda uporabljala, ampak pač niso šle stvari stran, ne, ampak sem se samo vprašala, okej, a je to tista sprememba, po kateri sprašujem, samo se prikazuje na popolnoma drugačen način, na katerega sem mislila, se bo. In je bila tukaj prisotna ena velika lahkotnost, ne, in tisti, ki spremljate Access, ki poznate Access, ki ste že bili na kakšni Accessovi delavnici, veste, da je tisto, kar je za nas lahkotno, je to naša resnica, tisto, pri čemer pa zaznamo neko krčenje, težo, to pa za nas ni res, ne. In tudi vi, če greste čez kakšne take procese, ki bi jih ta resničnost opredelila kot bolezen, ne, ali pa kot nekaj napačnega, dajte se prosim vprašati, če je to sprememba, po kateri sprašujete, ki se prikazuje na popolnoma drugačen način, na katerega ste mislili, da se bo. Ker velikokrat tudi pač naše telo gre skozi nek proces, ne, pač hodimo na delavnice, seminarje, uporabljamo orodja, naše bitje opušča ene omejitve in tudi telo se mora uskladiti z bitjem, ne, torej energije na planetu se spreminjajo, tudi telo naše se mora nekako prilagoditi temu, se mora spremeniti, ne, in včasih se lahko to pokaže na takšen način. In namesto, da greste pač v sodbo v smislu, ko ne morem to spremeniti, oziroma neko upiranje, reagiranje, če si sam to vprašanje zastavite, oziroma si lahko tudi rečete, okej, je to neka transformacija, skozi katero grem, si boste s tem vprašanjem se boste podprala, ne, tako da dejansko ne boste sodbo strdili te stvari, ne, češ, koliko ne morete pa ne znate, ampak dejansko boste s tem vprašanjem, oziroma s tema dvema vprašanjama, ki sem vam jih pravkar povedala, dejansko posegli po zavedanju tega, kar je res. In takrat, ko si priznamo tudi to, kaj je res, kaj pravzaprav resnica tukaj za nas, potem nismo več pod vplivom tega. Enostavno pač pustimo, da to izzveni, smo v dopuščanju pač tega, kar je, in tudi takrat, ko smo v dopuščanju tega, kar je, potem se to lahko spremeni. En lep pozdravček vsem, ki ste se pridružili. Zdaj, danes je v bistvu tako zelo kratko javljanje v živo, tako da, če ima mogoče kdo kako vprašanje. Sonja, juhu, in hvala, ja. Drugače vas pa vabim to soboto v Maribor, kjer bomo imeli delavnico MTVSS, torej to je eden od najbolj dinamičnih Accessovih telesnih procesov, ki odklepa telo vse posod tam, kjer na kakršenkoli način ne deluje pravilno in obnavlja naše telo. Torej, da se približa tistemu izvornemu načrtu, ki dejansko tistemu, na kakršen način je bilo naše telo oblikovano, torej izvorno oblikovano. Torej, mi smo se pač naučili tukaj v tej resničnosti. In s to resničnost naslavljam ta navaden, povprečen način, na katerega se počnejo tukaj stvari na tem planetu. Smo se naučili, da moramo zaužiti stvari, da moramo jesti, da dobimo nekaj hranila, nekaj vitamine in tako naprej. Ampak naše telo je bilo dejansko izvorno oblikovano tako, da bi lahko to prejemali na molekularni ravni. In to vam tudi ta proces omogoči, da dejansko, tudi pač, če to dopustite vi svojemu telesu, da vaše telo lahko tudi na molekularni ravni začne prejemati stvari oziroma snovi, ki jih potrebuje iz okolice, iz narave, pač od tam, kjer pač trenutno se nahajate, če tam kaj takšnega. Potem, mislim, MTVS je res tako vsestranski, uporablja se tudi za naslavljanje različnih telesnih sistemov, torej dihalnega sistema, metaboličnega sistema, skeleta, električnega sistema, potem presnove,
potem limfnega sistema, reproduktivnega sistema in tako naprej. Res eden najbolj dinamičnih telesnih procesov in tudi eden tistih procesov, po katerih telesa največkrat sprašujejo. Torej, če ste kolikor toliko recimo že bili na kakšni delavnici, Accessovi, ste verjetno slišali tudi to, da mi sprašujemo telo, da mi vedno vprašamo telo, torej telo, kaj si ti želiš, torej jesti, piti, obleči, kje želiš živeti, s kom želiš v končni fazi seksati. Vse to sprašujemo telo, vse, kar se ga tiče. In tudi pri telesnih procesih, ko izvajamo telesne procese, vprašamo telo, kateri telesni proces bi bil največji prispevek za tebe. In zato pravim, da največkrat je tisti telesni proces, po katerem telesa sprašujejo, je prav MTVSS. Res vsestranski. Poleg tega se pa lahko uporablja tudi pri vseh fizičnih naporih, vedno, ko ste, to je pač, ali greste po stopnicah, greste v hrib, kakorkoli, ali pa ste na kolesu, se vam zdi, da ste nekako zadihani, se lahko zažene MTVSS in tudi med kakršnokoli drugo vadbo, recimo v fitnessu ali pa če hodite na kakšne druge vadbe in boste iz te vadbe dobili več fizičnih odzivov v istem času. Tako da lepo vabljeni vsi tisti, ki ste v Mariboru ali pa kje v bližini oziroma na te delavnice prihajajo ljudje, pravzaprav tudi tisti, ki jih res pokliče, tudi iz drugih koncev Slovenije. To je v soboto 12. januarja v Mariboru celodnevna delavnica bo, ker bomo na razne načine delali MTVSS in potem seveda postanete praktik tega procesa, lahko to izvajate na sebi, drugih pa tudi iz tega lahko naredite posel, če si to želite. Tako da, torej, to bi bilo za danes, lepo vabljeni, pa še enkrat, ne iti s tem, kar se z vašim telesom dogaja, ali kar je kot iz te resničnosti bi bilo videti kot neka bolezen, kot nekaj napačnega, rajš pejte v neko vprašanje, ki vas bo podprlo, ki vam bo omogočilo dejansko dobiti zavedanje, kaj je za vas resnica v tistem trenutku in vas bo podprlo pri nadaljnji kreaciji vašega življenja. Evo, toliko za danes, pa lepo se imejte, pa se vidimo še kaj, pa.